Pa se potem znova postaviš pred dejstvo, da tudi to upanje, kljub temu, da upanje umira zadnje, umre zadnje, oziroma umre. Zakaj? Ker imamo koruptivni volilni sistem, to trdimo že 5 let, tudi v mediji, ki v bistvu bo na nek način v tem zaprtem delegatskem sistemu postavil za novega predsednika Nogometne zveze Slovenije, seveda, če bo gospod Zavrl držal obljubo v svojem vstopu, ki ga bo na nek način znova lahko on določa. Največja stvar, ki se v tem momentu lahko naredi za slovenski klubski nogomet, je sprememba volilnega sistema. V določenih evropskih državah postavljajo še profesionalizem v 3. ligo, zato ker se zavedajo, da je to biznis, da je to posel. Zdaj govorite o tem, da mi pa nimamo pol profesionalne lige, pa vam moram povedati, žal tudi s tem bom skritiziral sebe in naš klub, glede na višino plač, ki jih imamo v slovenski lige, smo pol profesionalci. Potem poslušamo strokovne nasvete, oziroma konstruktivne nasvete, da je treba varčevati. Nihče pa od teh, predvsem za Nogometne zveze Slovenije, tudi z vodstva združenja, nikoli ne reče, fantje, gremo, kako bomo pa ustvarili dodatne prihodke, ker samo z dodatnimi prihodki mi lahko gremo gor z varčevanjem in z odrekanjem priprav, pa ne vem, opreme, ne vem, infrastrukture, za vsem tem odrekanjem mi gremo navzdol. Mi samo z dodatnimi prihodki in z dodano vrednostjo lahko gremo navzgor. Sam se bom zagotovo v klubski nogomet vrnil, tudi ne bom popolnoma šel iz njega, ko bojo razmere takšne, da bomo lahko napredovali. Ne pa, da se bomo vrteli okrog sebe in iskali svoj rep, to, kar počne slovenski klubski nogomet že ogromno let.